Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lidisorom. Pa je tukaj oktober. Oktober nam vsako leto nekako odpre pogled v to, kaj nas čaka v letu, ki prihaja. Jaz ti mu rečem, da je tako kar malo teaserja za leto, ki nas čaka. In vsak oktober, tisti, ki mi sledite že dalj časa, veste, kateri čas je zdaj? Ja, končno je čas za prednaročilo osebnega numerološkega vodnika iz nekaj različnih razlogov. Se jaz za to odločim tako zgodaj. Nisem tako kot naše trgovine. V bistvu gre za to, da če mi to naročimo oktobra, imamo še cel november, cel december čas se pripraviti na leto, ki prihaja, ker imamo nek vpogled in lahko mnogo bolj kvalitetno leto 2024 zaključite. In druga stvar, ki se mi zdi tudi pomembna, je to, da očitno sem se zamerila nekim bogovom spletnega sveta, ker ta moja spletna stran bolj, ko jo popravljamo, včasih bolj nagaja. Torej, v izogib temu, da malo zasuje tehnično in drugače, tudi mene potem novembra, decembra z naročili, imam vedno prednaročilo toliko prej. Se pravi, za vse tiste moje redne stranke, za vse vas, ki si to vsako leto naročite, da lahko v miru pregledate svoj vodnik, mogoče se boste potem odločili ga še komu priporočiti ali nekomu celo podariti. Tako da tudi meni je potem v prednovoletnem času, ko je kopico intervjujev, prispevkov, osebnih svetovanj 1 na 1, lažje pač te stvari pričeti delati že zdaj, oktobra. Tako da, za tiste, ki pa ne veste, o čem govorim, osebni numerološki vodnik izgleda takole, dolg je nekako 50 strani, noter je napoved za leto, ki prihaja, malo bolj podrobna napoved za svet, za Slovenijo, za posameznika in potem seveda gremo kar na vas, kaj je vaše osebno leto, kaj vam prinaša, katere izzive, katere nagrade, kateri mesti so najboljši za ljubezen, pa za posel, pa za nove začetke, katera opozorila, kateri so tisti izzivi, ki so najbolj ključni in pa seveda katere priložnosti vas čakajo, nato pa za vsak mesečnik in za vsak mesec, glede na to v obdobje, v katero smo stopili, tudi vaje, vprašanje, meditacije, afirmacije, namigi, se pravi delo za sebe. Moj namen je, da ta vodnik ne preberemo, bom rekla, decembra, pa potem še januarja, pa več ne vemo, kje ga imamo, ampak da za vsak mesec sproti delamo. Zato moram reči, da imam zelo veliko naročil tudi tekom leta, tudi v sredini leta, ko ga običajno znižam, ko pa lahko imamo malo retrospekcije za nazaj, kaj se nam je že zgodilo, zakaj se nam je zgodilo in kako naprej. Kakšno leto, kot osebno numerološko leto se vam obeta, bom tudi razkrila v eni izmed oddaj, tako da jaz mislim, da zdaj v opisu tele oddaje link že je, če pa še ni, bo pa kmalu, mi pa kar pojdimo na oktober. Se pravi, oktober kot 10. mesec prinaša energijo preobrata. Ko začnemo občutiti v sebi potrebo po temu, da prerežemo preteklost, da odrežemo stvari, ki za nas niso dobre. Pravzaprav, september je tisti čas, ko ozavestimo, kaj smo prerastli. Česa morda ne potrebujemo več? Kaj je tisto, kar je morda pod našim nivojem? Sploh leta 2024 se bomo tako počutili, ker seveda ne nas deluje naš ego toliko bolj močno. Se pravi, do konca leta 2024 je zelo pomembno imeti fokus ravno na našem egu, ravno na našem zmajčku, tolovajčku. Če me še ne poznate, naj vam povem, da kar nekaj oddaj na to temo je tudi že posnetih, celo osebna analiza, kako ukrotiti tega zmaja, je na voljo. Se pravi, ta glas, ki večinoma je toksičen, ki včasih nima, bom rekla, prav, pa nam je to težko priznati, bo še kako prisoten absolutno do konca leta. Kar pa se bo začelo prebujati že oktobra, pa je energija leta 2025. Leto 2025 bo zelo dinamično, bo zelo turbulentno, bo zelo čustveno, zelo bomo nihali z ene skrajnosti v drugo. Na globalni ravni lahko govorimo o letu, ko bomo mi vsi kot človeštvo neke stvari prerasli, po drugi strani pa je velika verjetnost, da bomo v nekih aspektih stopili zelo nazaj. Da se bo zdelo, da gremo nazaj v srednji vek z nekimi stvarmi. Tako da naslednje leto vam povem, bo karkoli razen dolgočasno, pa vi veste, da jaz nisem pristaš škandaloznih naslovnic, ampak naslednje leto nam vsem prinaša izziv tipa, a ja ne? No pa ja,
Se pravi, vsi bomo malo bolj upornika in življenje se bo zdelo, da bo uporniško do nas. Torej, če nas je v letošnjem letu spraševalo življenje, vesolje, Bog, naš višji jaz, nasi vodniki, kaj je tisto, kar je vam resnično pomembno? Potem bo to toliko bolj veljalo meseca oktobra, ko se bo preko določenih, bom rekla, izzivov, dogodkov, komentarjev, stvari, ki se nam bodo dogajale, resnično jasno kazalo, kaj je tisto, kar nam je pomembno, kaj je tisto, kar morda nam ni več pomembno in kaj je tisto, česar imamo po domače povedano poln kufer. Kaj je tisto, ko se vam zdi, jaz se tega ne grem več? Kaj je tisto, ko boste imeli občutek, jaz sem prestara za to, tokrat sem se že to šla, da se zdaj ne grem več. Torej, naj bo oktober en tak čudovit čas, ko resnično odložimo, beseda odrezati je groba, a ne tako agresivna, je odrezati preteklost pomeni, kot da bi jo želeli izničiti, pa ne gre za to. Dajmo ugasniti, mogoče je to boljši izraz, dajmo ugasniti tiste načine funkcioniranja, ki za nas niso dobri, tiste načine funkcioniranja, ki nas bremenijo, ki niso zreli pravzaprav in ki niso lastni osebi, katera mi želimo biti. Se pravi, moje vprašanje vam, oziroma popotnica za oktober je, kakšna oseba želite biti vi in kakšno osebo dejansko oblikujete s svojimi mislimi, besedami, dejanji, odzivi, odločitvami. Kakšni ste, ko ste umirjeni in se nekaj odločate iz pozicije miru, moči, tega, da se zavedate, da boste uspeli. In kakšni ste, ko se odzivate? Kakšni ste, ko vam življenje prisoli klofuto, ko vam nekaj ne uspe, ko ste utrujeni, ko ste morda razdraženi, ko imate, tako kot sem prej rekel, vsega poln kufer? Kakšna oseba ste takrat, ko se vam zdi, da ste upravičeni do tega, da ste maščevalni, jezni? Morda oseba, ki ni prijazna, morda oseba, ki ni razumevajoča. Vsi smo krvavi pod kožo, vsi imamo boljše in slabše dneve. In jaz verjamem, da vsi imamo kdaj občutek, da imamo pravico in da imamo pravico biti jezni in očitajoči in tako naprej. In vsi imamo boljše trenutke, ko se zavedamo, da vse ima svoj namen in da morda ta jeza je opomnik, da je bila neka meja kršena oziroma da morda stvari lahko storimo drugače. Torej, če bo rdeča nit naslednjega leta, kaj bo predvsem to? Drugače. Kako lahko nekatere stvari zapeljemo, oblikujemo, naredimo drugače? Kako smo lahko bolj svobodni v svojih izbirah, kako smo lahko bolj neomejeni? Namesto torej, da se ukvarjamo s tem, kaj nam je kdo rekel, naredil, kaj nam ni uspelo, kje se nam je zataknilo in tako naprej, kar pa nam ego počne. Ego nam zelo rad postreže z vsemi našimi porazi, z vsemi našimi razočaranji. Torej, oktobra dajte to na stran. Oktobra si dajte reči, ok, vsi imamo za seboj poraze, vsi imamo za seboj napake. Še jih bomo delali, še jih bomo tudi doživljali. Se pravi, zakaj bi ta trenutek, ki je tako zelo dragocen in bi bil lahko tako lep, ko bi lahko uživali v paleti barv jeseni, v energiji žetve, v energiji, ki se počasi umirja in pripravlja na zimo, ki seveda je potem uvod v to, da imamo novoletno rajanje. Se pravi, zakaj bi te čudovite energije, ki nam pomagajo zemljiti nas, ki nam pomagajo razumeti sebe, ki nam pomagajo zdraviti sebe, preobraziti sebe, zapravili za to, da bi zdaj razmišljali, kaj vam je kdo rekel, kje vam je kdo kaj naredil, kje imate mogoče gubico preveč, kje imate mogoče kilogram premalo, kje imate mogoče kilogram preveč in tako naprej. Verjamem, da vsi, če imamo slab dan, bomo našli marsikaj narobe sami s seboj. In se mi zdi tudi opozorilo, da takrat, ko smo v slabi koži, se pravi, ko imamo slab dan, seveda imamo tudi slabe misli, ko imamo slab dan, nismo vizionarski, ko imamo slab dan, ne razmišljamo o tem, kako bo ful dober, ko bomo to dosegali, pa bomo spremenili, pa tega se bomo naučili, pa bomo celi cvetoči. Ko imamo slab dan, ponavadi ugotovimo, kaj vse je šlo narobe, delamo malo drame, se včasih smilimo sami sebi in tudi to je izkušnja človeštva, tudi to je izkušnja tega, da smo človek, le človek
in vendarle, da imamo vse možnosti ali pa veliko več možnosti svoje življenje spremeniti, kot se velikokrat zavedamo. Torej, oktober bo čas, ki nas bo malo goncal, ki nas bo na trenutke tudi pretresel, ki nas bo pripravljal na leto, ki bo karkoli razen stabilno, na leto, ki bo zelo, zelo gugajoče. Tako guncal nas bo, dobesedno, levo, desno, podobno kot nas je 2021. Leta tokrat se bodo stvari odvijale mnogo bolj na globalni ravni, kajti govorimo dejansko o preobrazbi ravni človeštva. In kaj je človeštvo razen vi, pa jaz, pa mi vsi? In če se s čim res strinjam, je s tem, da daleč največje darilo človeštvu smo lahko s tem, da smo daleč najboljša oseba, kot smo lahko. Zavedati pa se je potrebno, da v danem trenutku z danim znanjem, z dano zrelostjo, fizično, čustveno, bom rekla, duhovno močjo, ki jo premoremo, tudi verjamem, da najbolje delamo. Se pravi, za vse tiste trenutke, ki se bodo pojavili oktobra, ko bo občutek, da to si naredil narobe, si naredila narobe, to bi bilo lahko boljše in tako naprej. Za vse tiste trenutke, popotnica, dajte se zavedati, da gledate stališča tega trenutka, ko ste morda bolj zreli, ko se je situacija zaključila, ko vidite izid. V tistem trenutku, ko ste se odločali, pa ste se morda odločili, danes menite, da ste se odločili slabše, kot bi se lahko, ste se morda, imate zdaj občutek, da ste se odločili narobe. Spomnite se, da v tistem trenutku, ko ste se odločali najbolje, kot ste se v dani situaciji, z danim znanjem, z dano zrelostjo, z danimi podatki odločali. Ne s tem, kar danes vemo, zato pa pravijo, po vojni je vsak general, a ne? Enkrat, ko vidimo, kako so se stvari stekle, je lahko ocenjevati za nazaj. Z druge strani, še preden vemo, kaj se bo zgodilo, pa se spomnimo, da je življenje zelo nepredvidljivo, pa so stvari drugačne. Torej, dragi moji, naj bo oktober čas, ko nehajmo ponavljati zgodovino, ko nehajmo obnavljati neka poglavja, ki so se zaključila, zaprimo ta poglavja. A veste, kaj pravijo? Zelo pomembno je, da ko neka vrata zaklenemo, ko nekaj zaključimo, da tudi odidemo. Se pravi, če ostanemo pri prispodobi vrat, ko jih zaklenete, se pravi, ko nek odnos končate, ko neko prijateljstvo zaključite, ko neko navado se odločite, da jo boste spremenili, morda ste se odločili, da boste nehali kaditi, da boste mogoče uživali malo alkohola, da boste jedli bolj zdravo, da se boste več gibali, da boste brali mogoče malo bolj kvalitetne knjige, da boste se hranili z malo bolj intelektualno hrano. Ne glede na to, kaj je to. Ali je to partnerski odnos, prijateljski odnos, poslovni odnos, navada, nek način življenja. Karkoli boste pustili v preteklosti, se odločite, da naj ostane v preteklosti. In že sama beseda odločiti se nam pove, da je treba ločiti se od ostalih možnosti. Se pravi, če sem se zdaj odločila, da bom nehala kaditi, to pomeni, da ne bom cigaret valjala sebi pred nosom, pa jih imela v žepu, pa jih imela na dohvat ruke, bi rekli, ampak jih bom odstranila tudi iz svojega okolja. Mi pa velikokrat se odločimo, zapremo vrata in potem odklepamo, zaklepamo, probavamo, če so zaklenjena, skozi kukalo gledamo, odpiramo, pa še enkrat pogledamo. Kaj hočem s tem povedati? Velikokrat pravimo, da smo zaključili, velikokrat rečemo, da imamo dovolj, ampak pravzaprav v praksi se še vedno družimo s temi osebami, še vedno kar nekaj debatiramo o tem, kaj, kdo, komu, kdaj, zakaj. Kaj, kdo, komu, kaj, zakaj, kako je smiselno se pogovarjati takrat, ko odnos, prijateljstvo rešujemo in želimo konstruirati nekaj boljšega. Spomnite se na osebo izpred 10-15 let. Na neko simpatijo, s katero ste resnično zaključili, preboleli, šli naprej. A boste danes se s to osebo sedli na kavo in se pogovarjali o tem, kaj, kdo, kaj, komu, zakaj, in boste očitali po 20 letih spet isto, ali se boste pogovarjali o tem, kje je ta oseba zdaj, a je poročena, ima otroke, koliko so stari otroci, kaj počne, kako ji gre in tako naprej. Torej, nehajmo mi vsi svojo energijo, svoj miselni proces, svoje duhovno bistvo namenjati preteklosti, kajti to bo izziv oktobra.
Preteklost je tam zato, da se z nje naučimo in jo tam pustimo. A veste, vem, v kakšno leto gremo, in če sem prej rekla, da bo občutek, da gremo za neke stvari nazaj v srednji vek, se zavedam, kako zelo pomembno je, da ne odpiramo stvari iz preteklosti, ker jih ne želimo priklicati nazaj v sedanjost in kreirati v prihodnosti. In človeštvo smo mi vsi. Vsak izmed nas je pomemben, dragocen, unikaten, nenadomestljiv delček mozaika človeštva. Torej, potrudimo se že zdaj oktobra določene stvari spucati. Bom po domače rekla, tako se mi zdi, da sem nekako uradna v današnji oddaji. Dajmo se že oktobra potruditi, pričeti osredotočati vse bolj na ta trenutek tukaj in sedaj, na sporočila, ki jih dobivamo tukaj in sedaj, uvide, bom rekla napotke, smernice in ustvarjati energijo za leto 2025 že sedaj. Torej, v oddaji, katero osebno leto bo 2025 za vas, glede na vaš rojstni datum, tudi že pripravljam linkece, pravim, če ga še ni, bo pa kmalu spodaj v opisu te oddaje. Izračunajte, v katero leto greste in se potem ukvarjajte predvsem s tem področjem življenja in pravzaprav te viharne energije, ki se nam obetajo, vsem nam, prehitite in stabilizirajte sebe. No, zdaj bomo posebno pogledali od 1 do 9, kaj nas čaka vendarle v mesecu oktobru, da ne bomo čist preveč prehitevali stvari. Število življenjske poti je seštevek našega rojstnega datuma, toliko časa seštevamo, da pridemo do ene same cifre in jaz verjamem, da to znamo zdaj pa že tudi na pamet. Če oddajo spremljate na YouTube kanalu, kar pritisnite pauzo, če še znate svojega števila na pamet, mi pa kar pojdimo. Enke. Oktober bo energija zelo močna. Oktobra bo energija zelo močna. Oktobra bo občutek naglice. Oktobra bo prisoten občutek, da nekaj zamujate, da se vam nekam mudi, da morate narediti ogromen korak naprej. Ogromno spremembo naprej. Ne pozabite, da kadar se to zgodi, ko stopimo en ogromen korak naprej in napredujemo in smo kot puščica, ki nas je življenje izstrelilo, ne pozabite, da se rado zgodi, da vam okolica ne sledi. Se pravi, velika verjetnost je, da vas okolica oktobra ne bo razumela, kaj si vi želite, česa si želite, pa kaj vas je zdaj pečal. Se pravi, na čim bolj jasen način razložite, kam je ta korak naprej usmerjen. In ne se ga bati narediti. Število življenjske poti 2. Drage dvojkice, za vas pa ravno obratno velja, ne se bati, narediti tega ogromnega koraka naprej, brez ljudi, ki jih imate ob sebi. Kajti ta odločitev mora biti vaša. Včasih v življenju resnično je pomembno, da se nekaj odločimo, storimo, brez da bi se ozirali na to, kaj bodo drugi rekli, kajti življenje je naše. Nočem reči, da bodite zdaj sebična rit, ja, to sem rekla. Nočem reči, da bodite egoistični, nočem reči, da bodite pretirano zlobni. Ponavljam pa, odločite se tako, kot vi čutite, kajti tudi to bo pravzaprav naredilo neko čistko med ljudmi. In tisti, ki so pravi za vas, bodo ostali na vaši poti. Tisti, ki pa niso, bodo pa slej kot prešli, tako kot listje odpade jeseni. Število življenjske poti 3. Drage trojkice, jesen, barve, kreativa, tako zelo lepa energija se vam obeta. Zelo pomembno pa je, da vseeno ne pozabite, kaj je tisto, kar je najbolj ključno, najbolj pomembno, najbolj dragoceno v vašem življenju. Se pravi, bodite ustvarjalni, bodite kreativni. Ne pozabite, zakaj ste tu, ne pozabite, da je življenje lepo, ne pozabite, da je življenje dragoceno, ampak ne pozabite pa tudi se pogovarjati sami s seboj, kako se počutite in predvsem oktobra prisluhnite sporočilom vašega fizičnega telesa, se pravi, dobesedno vaše počutje in občutki v telesu, se pravi, ali boste zelo razigrani, polni energije, ali pa utrujeni, morda tudi celo zmedeni in tako naprej, vam bodo prinašali tista duhovna sporočila, napotke, usmeritve in uvide, ki jih v tem trenutku potrebujete za čas, ki prihaja. Število življenjske poti 4. Drage štirkice,
Ste bitja, ki so zelo povezana z zemljo. Se pravi, jesen je za vaš čas, ko občutite ta ritem zemlje, ki se malo bolj upočasnjuje, umirja in tako naprej. Podobno velja tudi za vas. Vzemite si čas za sebe, imejte zvečer, predvsem zvečer, vsaj pol urce zase, kar ne pomeni, da boste zdaj gledali neke videoposnetke, ki so polni nasilja, ki so polni negative. Ne, kar pomeni, da boste si vsaj zvečer vzeli vsaj pol ure za sebe, za kvalitetno hrano svojega uma, svojega razuma, svojih občutkov negotovosti, kajti varnost pravzaprav moramo najti v sebi. Stopamo pa v čas, ki bo vsa naša prepričanja o tem, kaj varnost je, zelo zašejkal. Se pravi, prihitite te energije in se umirjajte namerno, načrtno, po urniku že sedaj. Število življenjske poti 5, drage moje petke, čustven mesec prihaja. Malo bolj bo v ospredju ljubezen do sebe, kje in kako postavljate meje, kje in kako se postavite za sebe in kje in kako pa pobegnete pred tistim, ki vam ne paše. Drage moje petke, vi nas vse opominjate, kako zelo pomembno je včasih res dvigniti roke in oditi. Ampak so trenutki v življenju, energije v življenju, ki pravzaprav nas spodbujajo pri tem, da stisnemo zobe in se soočimo s stvarmi, ki nam niso všeč. Tako da oktobra bo sigurno vsaj kakšna takšna situacija na vrsti tudi za vas, ki vam ne bo všeč in ni bistvo, da rečete, ne grem se tega več. Ampak je bistvo, da razumete, zakaj je do tega prišlo, da se vam v življenju ne bo potrebno tega iti še enkrat več. Sicer pa bo mesec, ki je namenjen romantiki, ljubezni, tisti, ki ste samski, bodite pozorni na osebe, ki se vračajo v vaše življenje, tako da sicer bo lep, prijeten, pa nekoliko bolj čustven čas. Število življenjske poti 6. Drage moje šestice, neke stvari boste končno dojele. Neke stvari več ne bodo imele moči pred vami, nad vami, za vami. Torej neke osebe, katerih ste se morda bali, tudi mogoče nekatere osebe, za katere ste menili, da brez njih ne morete. Torej nekako prestrukturirate svoje odnose, prestrukturirate svoje prioritete, svoje tudi vrednote. No, za vrednote mislim, da bo bolj ključno leta 2025. Ampak oktobra boste opazili, da nekaj, za kar bi še prej dali roko v ogenj, nekaj, za kar bi se totalno žrtvovali, zdaj več ni na tem spisku. Torej, prevetrite spisek ljudi, odnosov, vrednot, prioritet in potem tudi svoje življenje temu prilagodite, kajti včasih nekaj zgubi ali nekdo zgubi veljavo pri nas, mi pa še vedno se obnašamo enako, ker smo tako navajeni. Torej, naj bo mesec oktober čas, ko boste oblikovali drugačno dinamiko znotraj odnosov in predvsem znotraj odnosa, ki ga gojite do sebe. Število življenjske poti 7. Drage sedmice, podjetne boste, želeli boste vse zrihtati top shit takoj, torej naj se vam ne mudi, obdaja vas energija, ki vam bo pomagala biti učinkoviti, ki vam bo pomagala biti bolj odločni, bolj vi, bolj prisotni v trenutku. Zelo pomembno pa je, da se vam nikamor ne mudi in da, tako kot mi vsi letos in tudi sicer v življenju, razumete svoj ego, razumete potrebo vašega ega po potrditvi. Kajti velika razlika je, ali želimo potrditev zato, ker vemo, da smo nekaj dobro naredili, da je pač nekaj kvalitetno, ali zato, ker nam ego govori, da ni bilo dovolj dobro. Se pravi, velika verjetnost je, da vsaj nekaj situacij v mesecu oktobru se bo zdelo, da vam govorijo, nisi cool, tole ni bilo v redu, tole nikoli ne bo v redu. In veste, kaj potem lahko najbolje naredite v takih situacijah, da nazaj rečete, pa kaj? Kajti konec koncev, saj ne more biti vse 100% fajn. A je res? Število življenjske poti 8. Drage osmice, obdobje žetve, obdobje prepoznavnosti, obdobje zdravljenja tistih delov vas, ki od vas pričakujejo, da boste najboljši, najbolj hitri, najbolj ustvarjalni, najbolj produktivni, najbolj učinkoviti, najbolj. Torej, spustite ta pričakovanja. Poglejte, ko smo se rodili, je bil dosežek že to, da smo se znali copate sami obuti, pa da smo znali sami jesti, pa kaj še lepo, ko smo se naučili kolo voziti, da ne rečem avto in tako naprej. Se pravi,
Pustite vse te potrebe po najbolj, kajti danes niste oseba ista, ki ste bila 5 let nazaj in jutri ne boste ista oseba, ki ste danes. In vmes je popolnoma vse in kaj je bilo najbolj, pa kaj ne. Jaz se spomnim, v osnovni šoli so nam govorili, to lažali so tiste, ki nimajo petk, a veš, pol enkrat, ko si v srednji šoli, pa na faksu, vse in kakšne ocene si imel v osnovni šoli. Ni pa vseeno, kakšno znanje smo osvojili. Sprav ta razlika je tista, ki bo ključna oktobra in 2025. In pa še število življenjske poti 9, drage devetke, leto, ki prihaja, bo za vas ključno, bo za vas zelo pomembno, bo za vas zelo emotivno. Oktober pred nami pa vam bo pokazal, kateri bodo tisti ključni punkti v življenju, ki bodo na udaru. Kaj so tista področja, ki bodo za vas nekako na tapeti celo leto. To ne pomeni, da bo vse samo slabo, ne pomeni, da bo vse samo emotivno in intenzivno, to ne pomeni, da se bo kar svet podrl. To prej pomeni, da se bo svet, kot ga poznate, preobrazil. Se pravi, drage devetke, ničesar se ne oklepati, pri ničemer ne vztrajati. Naj bo oktober čas, ko boste zvedavi kot mačji mladiček in boste pravzaprav iskali novitete, iskali novosti, hrepeneli po tem, da se boste nečesa novega naučili, nove osebe spoznali, nove projekte pričeli, nove navade oblikovali. Torej, dragi moji, to je bil pregled od 1 do 9. Oktober bo definitivno čas, v katerem se bodo naše energije pričele spreminjati, v katerem se bo začel kar naenkrat oglašati glas naše duše, glas naših vodnikov in pravzaprav bi najraje rekla glas leta 2025. Ta seštevek 9 pomeni, da bomo globalno spreminjali zavest, ampak tukaj preko čustev. Če se spomnite, za 2023 sem rekla, da naši podzavestni vzorci se spreminjajo, naša zavest, globalna zavest se spreminja, ampak na področju uma. Tokrat se bo to zdaj zgodilo na področju našega srca in naše duše. Vmes smo pa 2024 procesirali svoj ego. Torej, dragi moji, a veste, če mislite, da bojo stvari pestre, naj vas potolažim, pestre bojo 2026, ampak definitivno leto, ki je pred nami. Leto, ki je pred nami, nas bo absolutno spomnilo na tiste šifte, katerih smo bili deležni 2020 in 2021, ker nas bo guncalo in pravzaprav v tem guncanju se bo pokazalo, kakšen človek smo, kako se odzivamo v kriznih situacijah in kako se odzivamo, ko se zdi, da nam je življenje položilo pred noge tisto, česar smo si vedno najbolj želeli. Torej, dragi moji, naj bo preostanek leta 2024 konstruktiven. Uporabite te zadnje mesece, naj se vam ne mudi v naslednje leto, naj bodo vsi ti napotki, ki jih delim jaz, pa astrologi, pa drugi numerologi, pa ljudje, ki znajo džotiš, pa tarot in tako naprej, naj bodo vse te napovedi, ki se nam obetajo v teh dneh, v teh mesecih, smernica. Ne pozabite pa, da smo še vedno v letu 2024, da še vedno procesiramo stvari povezane z letom 2024, ne kar zbezljati naprej. Aj prav? Ok. Dragi moji, hvala lepa za vašo družbo. Jaz vam želim prečudovit in resnično izpolnjujoč preostanek letošnjega leta in predvsem oktober, ki bo resnično jasno pokazal, v kateri smeri se pričeti obračati že zdaj, da boste resnično dosegli svoj največji potencial in pravzaprav, saj veste, kaj jaz pravim, da se boste resnično vi počutili vi.